Če bi na Goriškem izbirali besedo meseca julija, bi bila to zagotovo gasilci. Bom začela kar s hvala, ker je to vse, kar gasilci potrebujejo, pravi Simon Vendramin, poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica, vodja intervencije Kras 2022. Dobrodošli v našem studiu, dobro jutro, kako ste? Dobro jutro. Danes malo bolje kot predhodne dni, ko smo se malo odpočili, ampak ne še prav, da bi lahko rekli, da smo spočiti. Je pa danes z nami v studiu tudi novinarka Vanja Trkman, ki je v živo spremljala ta zadnja 2 tedna. Skupaj s tabo tudi seveda in z ekipo Radia Robin. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu in seveda lep pozdrav Simon Vendramin. Najprej eno prvo vprašanje, ki sem jo porajala, ko sem te tudi opazovala v štabu v Kostanjevici na Krasu. Če bi seštevali vse ure spanja, ki so se nabirale v času že od tistega prvega požara, govorimo o petku, bi se jih verjetno nabralo bore malo na prste 2 rok, morda mislim na prste 2 rok. Koliko ste se uspeli kaj naspati, koliko je bilo tega spanja v zadnjih 10 dneh recimo? No, če za primer povem, v bistvu smo, ne samo jaz, ampak komplet ekipa, ki je vodila samo intervencijo, prav tako tudi v bistvu matični gasilci, ki so bili noč in dan na samem terenu, je bilo poprečno vsak dan spanja tam 4-5 ur. In so bili v bistvu fantje, oziroma so tudi zelo utrujeni, izmučeni in to se zdaj, v bistvu, ko se je nekako stanje na samem požarišču nekako umirilo, to je začelo sedaj v bistvu prihajati za nami, ko je popustil adrenalin, je v bistvu ta utrujenost še toliko bolj izrazita, da se v bistvu v enem dnevu, 2 seveda ne da nadoknaditi tistega, kar smo v bistvu počeli preko tedna. Tudi ni še vse za vami, bomo rekli, domače sile, gasilske sile so še vedno na terenu, še vedno se pojavljajo nova požarišča, pravzaprav vsak dan poročamo o kakšnem novem požaru, zelo zahtevno obdobje je za vami, če rečemo prav za domače gasilske sile, pa ne nazadnje tudi iz vse Slovenije, kako je bilo doživljati to intervencijo, najobsežnejšo oziroma najobsežnejši požar v zgodovini Slovenije, podatki še prihajajo, 3500 hektarjev je pogorelo, na trenutke je sodelovalo več kot 2000 ljudi dnevno na intervenciji, skupno govorimo o 10 000 gasilcih. Kako je bilo vse to koordinirati in voditi? No, koordinacija takega velika števila oseb, pripadnikov sil zaščite in reševanja različnih služb, moram tukaj povedati, da tukaj ne govorimo samo o gasilcih, ampak tudi pripadnikov različnih služb zaščite in reševanja, ne si bodi policije, vojske, pa ne si bodi tudi prostovoljcev, ki so nam prišli na pomoč, je zelo v bistvu težavna. Zatem mora v bistvu stati ekipa ljudi, usposobljenih, pripravljenih, ki v bistvu se je zelo potrudila. Seveda so bile v bistvu vmes tudi kakšne zaplet, ki smo potem tekom same intervencije poskušali rešiti, ampak jaz vem, da tako pokazali smo to, da če znamo stopiti skupaj, smo sposobni premagati marsikakšen oviro in doseči tisti cilj, ki smo si ga zastavili. Ko ste prejeli klic, da je prvič zagorelo na Krasu, verjetno niste čakali, da bo to, kar se je zgodilo. Kdaj ste se zavedali, da gre za res nek najobsežnejši v bistvu požar v zgodovini Slovenije? No, morate vedeti, da mi smo imeli kar dejansko 3 požare. Ja. 3 požare, ki so se kasneje v bistvu vsi 3 združili skupaj. Prvi požar je bil v bistvu že v petek, mislim da 15.7. med Mirnom in Lokvico. Ta požar smo, bom rekel, zaradi zelo hitrega odziva, aktiviranja ogromnega števila ljudi, tudi iz v bistvu celotne severnoprimorske regije, zelo hitro potrli, že isti dan večer, naslednji dan pa tja postavili tudi požarno stražo. Že naslednji dan, se pravi nedeljo, pa smo dobili dojavo, da gori na Renškem vrhu in zaradi burje se je ta požar, bom rekel, zelo hitro širil proti vasi Kostanjevca, se pravi jugo-zahodno. Ne samo omenim, da ko smo v bistvu pregledovali, načrtovali razvoj samega požara, da je ta požar zaradi vremenskih razmer potekal 2 kilometra v 1 uri. Predvsem zaradi tega, ker je prišel v vršni požar in ko pride enkrat požar v same vrhe drevesja, v bistvu potuje še z večjo hitrostjo.
Ta požar, seveda smo tudi prav tako z aktivacijo, pravi tisti dan je bil tudi glede na razmere, glede na obsežnost samega požara, na hitrost širjenja, na število potrebnih sil, ki smo jih v bistvu potrebovali za tak požar, aktivirali tudi državni načrt za velike požare v naravnem okolju, da smo na ta način pridobili tudi, bom rekel, druge sile iz drugih gasilskih regij Slovenije, kajti v bistvu požare trajajo že tretji dan in v bistvu je potrebno tudi sile na terenu izmenjevati, kajti delo gašenje zahteva zelo velik fizičen napor in človek je sposoben opravljati tako delo nek določen čas, potem je izmučen in je potrebno te sile zamenjevati. Gasilci ste zares v izredno težkih razmerah, tudi gasili, naj povemo, v popolni opremi pri več kot 30 stopinjah Celzija. V povprečju lahko rečemo, da je bilo okrog 34 stopinj Celzija, tako da gre res za izjemno hude napore. Sploh domače sile so tu imele veliko vlogo. Ampak kdaj vam je bilo prav najtežje pri tej sami intervenciji? Morda, ko se je začel požar bližati vasem? Seveda, samo če lahko nadaljujem, v bistvu prejšnjo istočnico, ko smo govorili, potem smo imeli pa v bistvu požar na italijanski strani. Na italijanski strani so se pojavili nekaj več ob sami trasi, železniški trasi Trst-Gorica. Na italijanski strani je bilo zaznati tam okrog v torek, okrog poldneva več teh manjših požarov, ki so jih italijanski gasilci poskušali takoj zatreti z zračnimi silami. Nažalost pa enega požara jim je, bom rekel, nekako ni uspelo. Ušel izpod nadzora in se ta preko noči valil čez Kremenjak, Grižnik ali Griža na italijanski strani in se bližal v vasi Brestovica. Za ta namen v bistvu so takrat bili napoteni gasilci iz južno oziroma obalno-kraške regije, kjer so ta požar poskušali zatreti, predvsem z namenom, da bi varovali tudi vasi na italijanski strani, tam Jamlje, vendar zaradi razmer je ta požar dejansko preskočil samo cesto, tudi same gasilce in prišel na to pobočje južnega obronka Krasa na Kremenjak in se, če samo za primer povem, v pol ure je od vasi Jamelj do vasi Sel na Krasu že približal in tam v bistvu na hitro razširil v vseh smerih. Začele so se sirene. Sveda, in takrat, bom rekel, je postalo tisto kritično, ko so se požari začeli bližati vasem. Glede na dano število moštva, ki smo jih imeli v takratnem razmerju, je potrebno bilo sprejeti določene odločitve, da se, bom rekel, iz sedanjega terena, ki smo imeli teh dveh požarov, odzame določene sile in napoti na varovanje samih vasi. In takrat v bistvu spreleti, ali boš lahko ta misel, ali boš lahko s temi silami, ki jih ima, obvaroval vasi, ali ne. Srečo smo imeli, v bistvu, da smo to zadevo poskušali in uspeli obvarovati, da se je požar razširil oziroma okrog vasi in širil v nadaljnost naprej. Tako da v bistvu v naslednjih dneh se je pa ta požar potem združil z obema požarama, tako da smo imeli odprto, bom rekel, to fronto kar na večjih samih področjih. Tudi prizori nam bodo ostali še dolgo časa v spominu, kako je gorel vso to pobočje, lahko rečemo od Renškega vrha proti Cirju, proti italijanski strani, kot ste imenili, zares na vseh frontah odprto bojišče. Takrat ste aktivirali tudi številne zračne sile, ki so imeli ključno vlogo. Morda tudi besedo o tem dve v nadaljevanju, kaj vam je takrat najbolj pomagalo in kako gledate na vso to pomoč iz Slovenije. Na naših socialnih omrežjih so nas poslušalci zasuli z vprašanji, predvsem pa zahvalami, kapo dol, čestitke, bravo Simon, ponosni smo nate, pogumen, strokoven, umirjen, človeški, pravi junak. Simon, Damjana sprašuje, odkje vam taka mirnost, ko ste poročali brez panike, in dodaja moj poklon Simonu. No, jaz vem, da za menoj je stala odlična ekipa, ki je vedela, kaj počne, uigrana. In v bistvu pomembnost je, da pri takih situacijah, ko rešujemo tovrstne zadeve, je potrebno biti predvsem umirjenost, kaj s tem se lahko marsikaj reši. In to je tudi tisto glavno, kar ljudje, sploh domačini, potrebujejo v taki situaciji. No, nedvomno. Res, da so bili določeni trenutki, ko je prišlo do nekih izrednih situacij, ampak tudi te se je nekako reševalo z skupnim, bom rekel,
ko smo strnili skupaj glave in v bistvu potem naredili nek načrt in plan, kako bomo v bistvu posredovali. No, meni je ostalo v spominu, kako se je oglasila tudi sirena v Šempetru, recimo, in smo takrat rekli, to je pa zares že zelo blizu mesta oziroma zelo blizu tega strnjenega naselja. Takrat, bomo rekli, v nekem trenutku je bilo celo 14 zračnih plovil v zraku, podpora več kot 10,000 gasilcev se je v tem času zvrstila. Kaj vam pomeni ta podpora? Recimo, ko sem se vozila in govorila z gasilci iz vse Slovenije, so rekli, da so se počutili nekako, da bi se počutili krive, če ne bi priskočili na pomoč. Ne pozabimo, gre za prostovoljce, prostovoljna gasilska društva, kar je zares izjemno, da so prišli tudi v času dopustov, recimo. No, na samem požarišču je delovalo skupno celo 16 zračnih sil. Mi smo te podatke še zbirate, ne tudi vi? Tako, ja. Mi smo vodili po dnevih točno koliko in kako. Najprej v bistvu smo tukaj dobili pomoč s strani, kar se tiče zračnih sil, strani kolegov civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, po sporazumih, ki jih imamo med seboj, kolikor so pač imeli na razpolago teh zračnih sil. Kasneje in seveda naše slovenske vojske in policije. Kasneje pa smo iz tujine prejeli pa še preko mehanizma evropske pomoči, kamor smo, rekel, glede na to zaprosili države za pomoč, tudi kar v bistvu precejšen odziv v teh zračnih silah, tako da smo na samem terenu imeli sa strani pomoči sa strani Srbije, Hrvaške, Slovaške in seveda Romunije. Zares koordinira tako število, bomo rekli, plovil, pa tudi terena. Kaj je bilo tu ključno? No, tukaj v bistvu za vsako področje vodenja same intervencije, mi imamo to razdeljeno na določene, bom rekel, področja in v bistvu vsako področje vodi posamezen človek, gasilec, ki, bom rekel, se nekako poglobil to in vodi svoje področje. Tako da v bistvu te stvari morajo biti nekako usklajene, skoordinirane in potem zadeve tukaj tečejo. Pravzaprav to mednarodno pomoč, če pogledamo, je pa v bistvu nudila naša uprava za zaščito in reševanje, ki so v bistvu preko mednarodnih vez, mednarodnih stvari, se pravite, koordinirati. Tako da tukaj ni bilo samo koordinacija, če pogledamo tako na samem lokaciji terena, ampak so se, bom rekel, te zadeve odvijale tekom celotne Slovenije. No, še se spomnim, kako smo pričakovali hrvaški kanader, ki je nekako zdelo se je takrat naredil spremembo v zraku, torej vendarle gre za 6,000 litrov, ki jih lahko to plovilo spusti. Veliko je tudi govora o tem, kaj bi Slovenija potrebovala v takih primerih. Bi šli v nakup kanaderja oziroma se pridružili temu evropskemu nakupu. Bi potrebovali Spartana, ki sta prav tako naredila neko, bomo rekli, znatno spremembo v zraku. Kaj vi menite? No, zračne sile so pri takšnih vrstah požarov zelo pomemben dejavnik, kajti še posebno, ko pride požar, vršni požar, ko se širi z zelo veliko hitrostjo. Tukaj ne smemo pa niti pozabiti tudi na varnosti zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev. Zračne sile odigrajo veliko pomen vloge, se pravi, da zaustavijo prvič požar in seveda drugič, da ne izpostavljamo gasilcev v tem neposredni nevarnosti zaradi NUS-a, neaktiviranih ubojnih sredstev. Da je to ena velika ključna vloga. Seveda v ozadju pa morajo v bistvu še vedno pehota, gasilci iti na teren, se pravi očistiti samo področje, zaliti, da se požar dokončno pogasi. Seveda je pomembno, da bi v bistvu imeli kakšno lastne take sile, ampak tukaj je potrebno spet pogledati upravičenost tovrstnega sredstva, plovila za gašenje, kajti, naverim, če pogledamo kanader, v bistvu ni samo, da kupimo kanader, potrebno je pogledati tudi stroške potem vzdrževanja tega kanaderja, ki bo lahko posredoval izključno lahko samo na tem obalno-kraškem, ne bo primeren za celotno Slovenijo, ker kanader potrebuje tudi določeno, bomo rekel, površino, kamor bo zajemov vode. Vemo, da pač te po Sloveniji ni mogoče, ker moramo imeti nek določeno pisto, če gledamo, da v bistvu pristane, zajame vodo. Tako da tukaj je treba pretehtati res, v bistvu jaz pravim, da tukaj bi se morala dobiti neka strokovna skupina, ki bi morala preučiti, kaj bi bilo res za nas najbolj primerno. Mogoče, ne vem, razmišljam o kakšnem manjšem plovilu, kot so te air traktorji, mogoče helikopter z večjo kapaciteto, oziroma primeren prav zato, da ne bi bil izključno samo za
gašenje, ampak mogoče tudi za druge namene, da bi tako v bistvu racionalno ubili več muh na en mah. Tako je, ja. Po drugi strani pa tudi, če pogledamo tudi tako, ne, tudi primer smo imeli na samem požaru, ko je bila v bistvu taka zadivljenost, da ni bilo vidljivosti, tako da niti helikopteri in niti Canadair ni mogel v bistvu opravljati svoje dela, ker je bilo v bistvu nevarnost, ker ni videl pred seboj. No in te razprave bodo še tekle, preventivne oziroma različni načrti bodo predebatirani oziroma prediskutirani strani različnih strokovnih skupin, kot je napovedal tudi premier, kot tudi sanacijske ukrepe. Pa če se nekoliko vrnem samo še k tem gasilcem, ki so prihajali iz vse Slovenije, ki so tu naleteli na, bomo rekli, tudi tiste prizore, ki so nam ostali v srcu. Hvala vam, junaki. Kako vidite to pomoč iz vse Slovenije? No, kot sem že rekel, večkrat gasilci opravljamo svoje poslanstvo s srcem. Za nas ni potreben denar, ni potreben nič druga kot samo beseda hvala. In mislim, da ta hvala je bila izražena sa strani v bistvu vseh krajanov, tako da v bistvu moram reči, da in kar sem tudi v bistvu slišal od drugih kolegov, da ko so se vračali gasilci domov in tudi sam, ko so ljudje ob cestah nas pozdravljali, ploskali, se zahvaljevali. Ponujevali pijačo, hrano. Tako, v bistvu me je prav zmrazilo, ko si se vsak dan zvečer vračal domov, ko vidiš ta prizor, ko ti ostane v srcu, ko te zmrazi. Da. Smo pa tudi na kamionih številnih gasilskih vozil opazili napise Naše srce je na Krasu, kar... Seveda, vse pravno tako bi bilo nekje, jaz mislim, da tudi nekje drugje, ko smo, ne vem, če se spomnimo poplav, oziroma te ujm, ko so bile pod Mangartom, železniki in drugot, da smo si, bom rekel, če znamo, v bistvu, ljudje smo ob takih kritičnih trenutkah še vedno znamo stopiti skupaj in pokazati, kaj smo sposobni narediti. Pa vendar so dovolj cenjeni gasilci. Eden izmed njih mi je tudi rekel, upam, da nas bodo ljudje od zdaj naprej tudi nekako v drugačni luči videli in bolj cenili naše delo. Jaz mislim, da smo bili že do sedaj zelo, bom rekel, cenjeni pri ljudeh, vsaj po rejtingih, ki smo imeli kar velik odstotek in sedaj vsekakor še nekoliko bolj. Mogoče, Simon Vendramin, samo še za konec, kako številni so govorili tudi o delu požigalca, ugibanja so bila različna, da se požar ne more pojavljati tako na različnih mestih hkrati. Poznate razmere, poznate tudi Kras, je to mogoče, torej dopuščate to možnost? No, danes govorite o temu, zakaj je prišlo do požara, v bistvu je težko, niti ni moja naloga, ampak so za to pristojne druge službe, ki se s tem aktivno ukvarjajo. Seveda, če me vprašate, vsekakor je mogoče tudi ena izmed teh vzrokov, da je lahko to človeški faktor. Nikoli ne moramo reči ne. Kajti še vedno se pojavljajo požarišča, še vedno vaše zadnje informacije z terena so ti požari vendarle pod kontrolo, še vedno bo seveda potrebna požarna straža oziroma do prvega deževja bo potrebna izredna previdnost. Seveda, razmere so, da vegetacija je zelo suha, da so vremenske razmere, burja, veter, ki piha, še dodatno izdatno suši to področje, da ta dež, ki je sedaj padel, ga je bilo za vzorec, in da v bistvu obstaja še velika verjetnost, da lahko pride do požara. Mi imamo na požarišču še vedno aktivno, bom rekel, na določenih predeljih se pojavljajo določena žarišča, in zaradi tega je potrebno v bistvu na samem požarišču puščati požarno stražo, ki to področje, zavedati se je potrebno, da je zelo veliko, zelo obsežno področje nadzira in ko zazna to, seveda nemudoma pristopi k gašenju. Poudarek bi rad, da na samem tem delu so tudi določena območja, kjer je zelo veliko, bom rekel, tega materijala, ubojnih sredstev. Ne samo ubojnih sredstev, ampak veliko materijala, gorljivega materijala v veliki, bom rekel, višini, ne vem, igelc, tega komposta. In tak požar lahko pride tudi v podtalni požar, kar pomeni, da na neki točki je zagorelo, gori pod tlemi in tega, bom rekel, nekako ni videti. Čez 3-4 dni pa se v bistvu, ko pride nekje spet na površje in se tam ponovno usplanti in lahko razširi požar še na tisto nepogorelo območje. Zato pravim, zelo pomembna je požarna straža, ki bo ostala na samem požarišču
še kar nekaj časa in upamo, da bo čim prej prišel neko obilno deževje, da bo to, bom rekel, ta požar tudi dokončno pogasilo. Tudi mi upamo na obilno deževje. To še bo čas za razmislek, za pogovor, za analize po tej zares obsežni intervenciji. Mislim pa, da lahko vsi skupaj rečemo, da je že sedaj zelo velika zmaga, da nihče od gasilcev ni bil resneje poškodovan, nihče pravzaprav na tej intervenciji, pa tudi, da ste obranili pravzaprav vse tiste pomembne točke, torej naselja, imetje in seveda najpomembneje življenje ljudi. Seveda, naša skrb je bila vedno tekom celotne intervencije nas je najbolj skrbelo to, da ne bi prišlo do kakršnekoli poškodbe. Predvsem zaradi tega, ker vemo, da smo delovali na področju, kjer je veliko neaktiviranih ubojnih sredstev, kajti lahko bi prišlo tudi do zelo resnih poškodb oziroma lahko tudi smrti. Na srečo moram reči, da pri več kot 12,000 vpletenih v samo intervencijo smo na srečo imeli zgolj 60, nekaj čez 60 poškodb. Predvsem so bile te poškodbe neki toplotni udari, dehidracija, tudi piki os, mogoče, če omenim kakšne take, bolj je bilo mislim, da zvin gležnja, izpah kolena, drugo so bile več ali manj tudi neka opraskanine, udarnine. Je bila pa tudi ena resnejša poškodba, ki pa pri nas ni bila zabeležena. Šlo je pa pri poškodbi enega izmed prostovoljcev, ki se je udeležil sečnja oziroma čiščenja teh požarnih poti, ko se je z motorno žago, bom rekel, urezal po nogi, ampak ni šlo preko nas, je bil odpeljan sam, odšel po pomoč v službo nujne medicinske pomoči. Nečloveški napori nam bodo ostali v srcu, tako da še enkrat najlepša hvala, upamo na padavine in seveda odpočite si nekoliko, vsaj v teh dneh čim manj dela. Ja, najlepša hvala, jaz upam, da bomo s to intervencijo čim prej zaključili in da se nam požari, vsaj še v tem preostalem delu poletja, ne bodo ponavljali več. Simon Vendramin je bil naš gost. Hvala. Radio